pozdravljeni. Moj referat bo posegal v najnovejši čas. In sicer je govor o obvladovanju poplavnega tveganja, torej govorila bom o sodobnem konceptu varstva pred poplavami, ki temelji torej na obvladovanju tveganja. Pri obvladovanju se osredotočamo na zmanjševanje poplavne nevarnosti, na zmanjševanje obstoječe ranljivosti območja in na preprečevanje vnosa škodnega potenciala na poplavna območja, ki jih pač povzroča človek s svojimi dejavnostmi. Za dosego omenjenega so na voljo različni ukrepi in dejavnosti, ki naj bi se izvajale na območju celotnega porečja, se pravi preventivni, kurativni, gradbeni in negradbeni ukrepi. Kaj razumemo pod temi ukrepi in dejavnostmi? Kot prvo, ustrezno prostorsko planiranje, se pravi prepoved gradnje na poplavnih območjih ali preselitev določenih dejavnosti s poplavnih območij, osveščanje prebivalstva, hitra odzivnost, hitra in kvalitetna, učinkovita popoplavna obnova. Torej, varstvo pred poplavami je preseglo nekdanje okvire in postalo interdisciplinarno. Namreč v prvem obdobju so prevladovali gradbeni ukrepi, se pravi za obvladovanje poplav, ki niso bili vpeti, bom rekla, v naravno okolje. Se pravi, pri njihovi gradnji se ni upoštevalo okolje v takšni meri, kot naj bi se danes, vsaj v teoriji. Cilj obvladovanja sodobnih poplavnih in sploh naravnih tveganj je torej, da mora biti področje varstva pred naravnimi tveganji, mora preseči politiko aktivne obrambe in osredotočenosti na pomoč in reševanje v primeru naravnih nesreč in se usmeriti v preventivno politiko sobivanja z naravnimi tveganji, z večjo vlogo odgovornih deležnikov, z večjo vlogo posameznika, to se pravi, lahko govorimo o aktivnem državljanstvu. Krovni dokument, ki ureja področje varstva pred poplavami na nivoju Evropske unije, je direktiva Evropskega parlamenta in sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti oziroma krajše poplavna direktiva. Leta 2000 je bila sicer na ravni Evropske unije sprejeta direktiva o vodah, ki je od članic zahtevala pripravo načrtov upravljanja z vodami, vendar pa ta prva direktiva, pri njej ni bil glavni cilj obvladovanje oziroma zmanjševanje tveganj poplav, zato je bila sprejeta omenjena poplavna direktiva iz leta 2007, ki od članic pričakuje oblikovanje predhodne ocene poplavne ogroženosti, na podlagi katerega se potem določijo območja pomembnega vpliva poplav. To naj bi članice oblikovale do konca leta 2011. Nadalje poplavna direktiva pričakuje pripravo kart poplavne nevarnosti in poplavne ogroženosti, in sicer do decembra 2013. V teh kartah so natančno opredeljeni viri in stopnja poplavne nevarnosti ter višina škode v primeru poplav. Za ogrožena območja pa je potrebno izdelati tudi načrte za obvladovanje poplavne ogroženosti
in sicer do decembra 2015. Se pravi, da je treba do določene stopnje, morajo ti načrti določiti in predvideti ukrepe za zmanjševanje ugotovljene poplavne ogroženosti. In pri tem upoštevati tri principe, in sicer preprečevanje škode, ki jo povzročajo poplave, nadalje zaščito, se pravi, to so ukrepi za zmanjševanje verjetnosti poplav, in pripravljenost, se pravi seznanjanje javnosti, kako ravnati v primeru poplav. Poplavna direktiva je bila torej pripravljena z namenom, da se znotraj območja Evropske unije vzpostavi enoten okvir za oceno in obvladovanje poplavne ogroženosti, pri čemer je bil glavni namen zmanjševanje škodljivih posledic na zdravje ljudi, škodljivih posledic na gospodarstvo, na kulturno dediščino in na okolje. Poplavna direktiva je bila prenešena tudi v slovensko zakonodajo, in sicer z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah iz leta 2008, ker prvi Zakon o vodah je bil sprejet že leta 2002. Nadalje s pravilnikom o metodologiji za določanje območij ogroženih zaradi poplav iz leta 2007, še z eno uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ki so ogrožena zaradi poplav, to je iz leta 2008, in z uredbo o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti, ki pa je bila sprejeta leta 2010. V Sloveniji je Ministrstvo za okolje in prostor v letu 2011 pripravilo predhodno oceno poplavne ogroženosti s pomočjo predpisanega metodološkega pristopa, ki upošteva razmerje med vplivom in verjetnostjo poplavnega dogodka, in na ta način se potem določijo tudi stopnje tveganja za poplave. Ta stopnja je lahko majhna, lahko je srednja, lahko je velika in lahko je potem zelo veliko tveganje. Na njeni podlagi in na podlagi tudi širše javne razprave so bila določena območja pomembnega vpliva poplav. Opozorilne poplavne karte so izdelali na podlagi analize zgodovinskih in arhivskih podatkov o poplavnih in erozijskih dogodkih in na podlagi že izdelanih raziskav in analiz. Torej, vse omenjene aktivnosti so bile podlaga za pripravo načrta za zmanjševanje poplavne ogroženosti. V skladu z Zakonom o vodah je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo načrt za zmanjševanje poplavne ogroženosti. Ta načrt je bil sprejet s sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 27. julija 2017 in predstavlja skupek ukrepov za 17 porečij, ki vključujejo 61 območij pomembnega vpliva poplav. Kot območje upravljanja sta bili v Sloveniji določeni povodje Donave in povodje Jadranskega morja. V okviru povodja Donave je 14 od 17 porečij, v okviru povodja Jadranskega morja so pa 3 porečja od 17, se pravi Idrijca, Vipava in pa Obala. Tukaj sem v tej tabeli dala primer 2 porečij, in sicer Sore, kjer sta 2 območji pomembnega vpliva poplav, to so Železniki in Škofja Loka, in drugi primer je Ljubljanica z Gradaščico, ki ima 3 takšna območja. V nadaljevanju so pa recimo primeri statistike, kaj se pri teh načrtih vse upošteva in na podlagi tega predvideva. Poglejmo si še poplavno direktivo v praksi.
Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča iz leta 2018 je ugotovilo, da so učinki direktive o poplavah sicer na splošno pozitivni. Vse države članice so izvajale načrte za obvladovanje poplavne ogroženosti, ampak vseeno je ugotovilo določene pomanjkljivosti. In sicer je med drugim predvsem ugotovilo, da bi morale članice v prihodnosti večjo pozornost dajati podnebnim spremembam, potem zavarovanju v primeru poplav, prostorskemu planiranju in predvsem natančno opredeliti in zagotoviti vire financiranja. Kakšna je trenutna praksa v Sloveniji? Maja 2023 smo lahko prebrali v dnevnem časopisju, da je Evropska komisija Sloveniji odobrila sredstva za protipoplavne ukrepe, ki se bodo financirala iz načrta za okrevanje in odpornost, pod pogojem, da bodo ukrepi sledili tako imenovanemu konceptu na naravi temelječih rešitvah. Torej gre za strokovni koncept, ki prinaša spremembe perspektive. Na tem konceptu temelječe rešitve ne spreminjajo narave zaradi koristi človeka, ampak, če rečem enostavno, spreminjajo človeka, da se bo prilagodil naravi in klimatskim spremembam. Del strokovne javnosti in tudi predstavnikov civilne iniciative opozarja, da projekti ne sledijo omenjenemu načelu, ampak prinašajo klasične gradbene posege v reke, ki jih ponekod v Evropi zaradi sanacije rečnih ekosistemov že opuščajo. Torej, tovrstni ukrepi naj bi samo poslabšali stanje vodotokov. Ker gre za strokovna vprašanja, pač v te polemike se ne mislim spuščati, ker to ni predmet mojega referata, ampak sem samo nakazala, o čem lahko beremo. Za zaključek bi pa dala primer uspešnega obvladovanja poplavnega tveganja na primeru Železnikov oziroma Selške Sore. Območje Železnikov je glede na pogostost in intenzivnost poplav eno najbolj ogroženih urbaniziranih območij v Sloveniji, in sicer zaradi hudourniških značilnosti Sore in pritokov. Vodni tok ima zaradi strmih in ozkih dolin večjo hitrost in posledično večjo rušilno moč. In pogostost visokih vod je predvsem posledica lege porečja Sore, ki leži na robu južnega obrobja Alp, kjer se dvigujejo vlažne zračne gmote. Narasla Selška Sora je tako že v preteklosti povzročala poplave, že v obdobju med obema vojnama, tako 1924, 1927, 33 leta, potem 1954, 83, 90. Dne 14. oktobra 1998 sta Ministrstvo za okolje in prostor ter Podjetje za urejanje hudournikov izdala poročilo o posledicah nastalih zaradi visokih vod v obdobju od 4. do 7. oktobra 1998 na hudourniških območjih Slovenije. To poročilo je za območje Gorenjske izpostavilo območje oziroma povodje Selške Sore, ki je kot najbolj prizadeto. Takrat je Selška Sora poplavila in povzročila poškodbe na celotnem odseku od Podrožta skozi Železnike vse do Škofje Loke. Največ škode je nastalo v samih Železnikih, kjer je bilo veliko stanovanjskih in gospodarskih objektov poplavljenih, prav tako lokalne ceste in pa regionalna cesta, namreč v celoti je bil poplavljen ta obvodni del starih Železnikov. Katastrofalne poplave septembra 2007 so terjale tudi 3 življenja, in sicer so spodbudile Ministrstvo za okolje in prostor k izdelavi državnega prostorskega načrta za zagotavljanje
poplavne varnosti na širšem območju Železnikov, ampak do tega je prišlo šele leta 2013. Postopek je vodil Direktorat za prostor in investitor pa je bil Direktorat za okolje. Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije je občina Železniki v letu 2007 prejela interventna sredstva iz državnega proračuna za izvedbo ukrepov interventne zaščite na objektih. Protipoplavni ukrepi so obrodili sadove. Po najnovejših podatkih je v občini 58 zadrževalnikov na hudourniških vodotokih. Razdeljeni so v 3 skupine, in sicer prioritetni, zelo pomembni in pomembni. Vse 3 skupine je potrebno čistiti, obstajajo potem tudi stabilizacijski, ki pa jih ni potrebno čistiti. K večji protipoplavni varnosti Železnikov je prispevalo tudi podrtje jezu ob hidroelektrarni. S temi ukrepi so torej omogočili, da je čez kraj mogoče spraviti večje količine vode. V letošnjih poplavah bi Železniki ponovno doživeli katastrofalno poplavo, če ne bi bile očiščene struge. Namreč čiščenje nekaterih najbolj nevarnih hudourniških območij, predvsem v višjih legah, so se domačini lotili sami, čeprav so s tem v bistvu pravno-formalno kršili zakonodajo, saj so vodotoki v pristojnosti države oziroma Direkcije Republike Slovenije za vodo. S tem zaključujem. Hvala za pozornost.